tretjim svežnjem ukrepov poskuša vlada subvencionirati gostinstvo in turizem. In prav v slednjem bo letos potekala prava vojna za domačega gosta. Zato so nekateri vzeli stvari zelo resno. Eden izmed njih je tudi turistični delavec Uroš Grabič, lastnik in ustanovitelj organizacije, ki na našem trgu ponuja relativno novost – počitnice na silo. Pozdravljeni. Kakšen je torej ta vaš unikatni poslovni model? Ej ga, Slovenija je lepa, samo ljudje tega ne vedo. Tako da včasih je treba tudi kakšen dopust malo bolj na silo narediti, ne? V sodobnem turizmu uspe ki se prilagaja. Mi imamo uslugo po mer gosta, individualen program. Sam izjemoma sprejemamo manjše skupine pa družine. Še vedno ne razumem. Lej, imaš ljudi, ki jim res manjka ta dopust, tako da hočejo izkoristiti vsaka minuta. Dobro. Kako pa oglašujete vašo storitev? Poglej, en imajo panoje, en imajo prospekte, mi smo mogoče za vtenk bolj agresiven, a ne? Kje pa vas gostje lahko najdejo? Mi jih najdemo, tam, kjer so ljudje, ki rabijo dopust. V podhodih, v parkirnih hišah, ob cestu, v mraku. Gosta ponovadi presenetimo pred službo ali pa na parkirišču, kjer nas ne pričakuje, ker presenečenje je seveda pomemben del naše turistične ponudbe, a ne? Gostu pol na glavo dam vrečo, pa gremo. Če čega tudi polivam z blejsko vodo ali pa spuščam dim iz TEŠ6, sam za doplačil. Vse domač, lokalen, bio. Pa jih pa okoli vozim. Koliko časa pa trajajo takšni izleti? Ja, dokler nam ne dajo svojega vavčerja, a ne? Pa od brata, pa od mame. Res popolnoma individualen pristop. Pa imate veliko gostov? Ja, seveda, skozi smo čist polhen. Tudi zdajle moram naprej. Sem si v bistvu sam zaradi vas pavzo vzel. Imam goste, smo sredi izleta. No, saj se hvala vidimo. Očitno imamo tudi v tem težkem gospodarskem času prostor za pozitivne poslovne prakse. Zgodbe o ljudeh, ki izgrabijo vsako priložnost, vzamejo stvari v svoje roke in kritikom zaprejo usta. Zakaj bi... No, vidimo pročele objekta, značilenega za javno uporabo, kot je bilo za obdobje modernizma značilen, a ne? Kakšen uvornik je ga? Vsi vejo, da je bil Ravnikar teglaven. To se drugače odraža tudi v kasnejših delih. No, zdaj pa na drugo stran, tam pa vidite, imamo...